V sredo 2. marca 2016 v dopoldanskih urah se je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah odvijal medobčinski otroški parlament v organizaciji Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice in v sodelovanju z učenci osnovne šole ob Dravinji Slovenske Konjice. Udeležilo se ga je okoli 35 učencev iz 6 šol lokalno in v bližini: Osnovna šola Podgoro, Osnovna šola Loče, Vitanje, Zreče, Osnovna šola ob Dravinji in Gimnazija Slovenske Konjice. Sodelovali pa so tudi ravnatelji šol, mentorice otroških parlamentov na šolah, predstavniki občine, društev, Rdečega križa, direktor javnega komunalnega podjetja, prostovoljke in ostali gostje. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju in pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se v Sloveniji izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja, v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost šolskih in lokalnih oblasti, vladnih in nevladnih organizacij, ki bi naj prisluhnili pobudam mladih in o njih z njimi kvalitetno razpravljali. Letošnja tema je pasti mladostništva. Dr. Jeriček Klanškova je v zborniku za letošnjo temo v zaključku z naslovom Pasti in izzivi mladostništva, vedenja, ki lahko vodijo v težave, motnje in zasvojenosti med mladostniki, zapisala: Mladostništvo je obdobje, ki je polno pasti, a tudi priložnosti, izzivov in rasti. Zaradi družbenih, tehnoloških, socialnih in drugih sprememb se pojavljajo nove oblike tveganih in varovalnih vedenj, ki zahtevajo redefiniranje tradicionalnih definicij, kaj vse sodi med tvegana in varovalna vedenja. Ker so v zadnjih letih mladostniki zaradi e-tehnologij razvili nove načine razmišljanja, vedenja in odnosov, ki upočasnjujejo predvsem psihosocialni razvoj, se je nujno ukvarjati in razvijati socialne veščine, kot so sočutje, izražanje in kontroliranje čustev, odpornost na vplive drugih, medsebojno razumevanje, poslušanje, iskanje smisla in bistva v veliki količini informacij. Uvodni pozdrav je zbranim v Konjiškem domu kulture namenila Petra Zega, strokovna sodelavka za parlament pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Lepo pozdravljeni mladi parlamentarci in parlamentarke, mentorice in mentorji in ostali vabljeni gostje. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je že v bistvu leta 1990 znala prisluhniti mladim in so se tako osnovali in oblikovali otroški parlamenti, ki potekajo še danes, torej že 26 leto zapored. V vseh teh letih se je zvrstilo mnogo različnih tem. Navadno so te teme take, ki so povezane z odraščanjem, z mladimi, se pravi teme, ki se tičejo vas mladih in vas o teh stvareh dodatne stvari zanimajo. Lansko leto sicer izobraževanje in poklicna orientacija je bila sicer tudi zanimiva tema, ki je bila pokazatelj, da vam mogoče manjka informacij o poklicih, o srednješolskem izobraževanju. No, v letošnjem letu se pa spopadate s pastmi mladostništva. Verjamem, da ste na šolskih parlamentih prišli do zanimivih zaključkov, ugotovitev. Jaz bom danes ves čas z vami, zelo mi bo zanimivo poslušati, zaradi tega, ker mečkam slišam že, kaj se tu drugje po Sloveniji po terenu dogaja in mi bodo vaše ugotovitve nekako veselje, da jih slišam in lahko posredujem tudi naprej. Po interaktivnem predavanju Andreja Pešca, univerzitetnega diplomiranega politologa, zunanjega sodelavca in svetovalca vzgojno-izobraževalnih centrov, mladinskih ustanov, podjetij in javnih zavodov, ki je dobro ogrel mlade parlamentarce, se je pričela kritična razprava, izmenjava izkušenj in končno oblikovana stališča in sklepi. V 5 manjših omizjih so razpravljali o odnosih s starši, kjer je bil končni sklep, da so lahko starši kljub napakam njihovi vzorniki. Pri pasteh interneta je pomembno misliti svojo glavo, ostati zvest sam sebi,
ne škodovati drugim in sebi in seveda ne dopuščajo nikakršnega nasilja. Pri temah odvisnost, slaba družba in nasilje jim je zelo pomembno, da je potrebna vzgoja samozavestnih otrok in pri tem gojiti pristne medosebne odnose. V izogib zasvojenosti je potrebno dobro poznavanje samega sebe in, kar je še bolj pomembno na tem področju, premagati samega sebe. Naš sklep je, da bi bili v odnosi starši boljši otrok oziroma starš, smo sklenili, da z obeh strani manjkajo predvsem zaupanje, potrpežljivost, spoštovanje, volja do skupnega druženja, raje kot materialne dobrine. Čeprav se včasih ne razumemo najbolje, so prav oni naši največji vzorniki. Jaz bi dal na prvo, en kratek komentar, na prvo misel. Prosim, ja. Vsak od nas se vedno trudi najboljš, kar zna ta moment, s tem, da različno imamo kapacitete. Čas pa sami imaš, tudi drugim ne moreš dati. Tako da tudi starši, čas sami niso deležni, težko nam to predajo, tako da je treba vedno druge soditi ali vrednoti po njihovem namenu, ne pa po izvezdniku. Tako da zelo redko, ker je pa po naravi zelo namen, tako da je ta hvaležnost pa sploh do staršev, je res oni me vedno posebno skupaj, če so na prvi pogled mogoče, če imajo rezerve. Tako da sem bil zelo navdušen nad sklepom sosednjimi. Slaba družba je tista, kjer počneš nekaj, kar je proti tvojim prepričanjem, zato moraš misliti svojo glavo in ostati zvest sam sebi, ne da bi s tem škodil drugim, ter biti prepričan sam vase. Ostani v družbi, kjer se počutiš dobro in te podpirajo. Mi smo se odločili, da bi bil naš sklep misli svojo glavo in ostani zvest sam sebi, ne da škoduješ sebi in drugim. Ne toleriramo nasilje, nismo tiho, če smo udeleženi ali smo nasilje videli. Ne toleriramo ne psihičnega ali ne fizičnega nasilja. Psihično nasilje boli bolj kot fizično. Načini nasilja so različni, spletno nasilje pa je v porastu. Jaz bi pa rekla, da ne toleriramo nikakršnega nasilja, psihičnega in fizičnega. Mi smo pa dve taki ideji izpostavili. Prva je, da je treba vzgajati samozavestne otroke. V bistvu, to smo predvsem mislili na to temo, da ne smemo si pustiti, da ne vem, tako se mi zdi, da zdaj vedno bolj prevladuje to, da število lajkov definira, kdo si, pa kako osebnost imaš, pa ali si fajni, pa boš imel več lajkov, drugače nisi, zdaj priljubljen, pa tak naprej. In mi smo ugotovili da je treba seveda imeti tudi tisto zdravo mero samozavesti, da tudi ne postaneš že bolj preponosen, pa samovšečen, ampak tisto zdravo mero je pa vseeno treba imeti in to seveda izhaja iz odnosov s starši in zato je naša druga točka tudi, da je potrebno gojiti pristne odnose. Tako starši seveda na temelju zaupanja, ker zaradi tega je v bistvu potem tudi lažje iti na vseh področjih življenja, ne samo se spopadati z nasiljem, ne vem, z odvisnostmi, ne s socialnimi omrežji, karkoli. No in ta druga točka smo izpostavili predvsem komunikacijo, trud pa to, da ne iščemo bližnjic. Recimo trud, če se navežem na našo temo, predvsem v tem smislu, da lažje je, ne vem, nekomu napisati nekaj na Facebook ali pa na Twitter, ali pa tudi, če ti ni všeč, ga kar blokiraš, pa je to. V živo pa je malo težje nekomu povedati, ne vem, ni mi všeč, da si to tak naredil, ali pa ne vem, da rečeš, ne vem, fant punci, glej, všeč si mi, ali pa simpatična si mi, to so v bistvu tiste daljše poti, in mi vedno bolj iščemo te bližnjice in zato smo mi ravno izpostavili, da tako je že gospod rekel, da bližnjic ni in da tudi naj ne iščemo in najraje to energijo usmerimo na tisto daljšo pot. Tako da vzgajati je treba samozavestne otroke, pa gojiti je treba pristne odnose. Da se izognemo odvisnosti, se moramo dobro poznati, ker najprej moramo premagati samega sebe. Vse sklepe in stališča so po končanem dogodku predstavili še ostalim učencem na posameznih šolah in sodelujočim na regijskem in državnem otroškem parlamentu. Medobčinski otroški parlament v Slovenskih Konjicah se je končal v sproščenem vzdušju ob manjši zakuski, ki so jo pripravile prostovoljke Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice.